Ja, še enkrat hvala za povabilo. Jaz bom nekje se potrudil, da bom čim krajše predstavil, sicer zadev je kar precej. Lahko rečem tisto, kar velja na našem področju, to je Primorsko-Notranjska regija, ki je nastala pred nekaj leti. Predtem pa moram reči, kot je znano vsem nam, da smo se kar nekaj časa kregali, kje bomo, ali bo Notranjsko-Kraška, ali bo Notranjska, ali bo Primorska. Bil je celo referendum okrog tega, torej Ilirska Bistrica kot taka se je odločila, da bi takrat šli v Primorsko regijo, potem pa ena izmed aktualnih vlad je tu čez noč naredila in zdaj smo v Primorsko-Notranjski regiji. No, gledajte, jaz tudi ene slajda bom kar preskočil, tako itak boste imeli možnost tu pogledati, pa boste si potem malo dodatno določene stvari ogledali. No, tukaj najprej povzetek vsebine, ki jo bom danes predstavil. Potem, če predstavim samo našo regijo, torej gre za ta del Primorsko-Notranjske, oziroma, če rečem, ta delček tukaj, ne. Zdaj, v sklopu te Primorsko-Notranjske regije je skupna površina 1456,4 kvadratnega kilometra, tvorijo pa jo Postojna, Cerknica, Bloke, Loška dolina, Pivka pa Ilirska Bistrica, od kjer tudi jaz sam prihajam. No, tukaj so pač taki statistični podatki za tukaj imamo Goriško in obalno kraško regijo, torej še ta del, s katero smo neposredni sosedi in občine, ki so vključene v te regiji. No, če se bi zdaj pa malo resno dotaknil energetskega koncepta, sigurno je tukaj zadeva še v pripravi. No, kaj pravi ta energetski koncept, ne? To je v bistvu pomemben razvojni dokument, pa lahko rečemo energetika, kot je bilo prej že nekaj rečeno, lahko rečem, da sigurno bi moral biti prej sprejet, predno se je sprejel energetski zakon. Ampak, gledajte, marsikaj se dogodi tako, da ne gre ravno po pravi poti in upam, iskreno upam, da te zadeve se v prihodnje bo tudi lahko rešilo. No, energetski koncept v samem bistvu je v tem, da gre vezano na mednarodne obveze za zavezujoč dokument, kjer so jasno določeni cilji o zanesljivi, trajnostni in konkurenčni oskrbi z energijo za obdobje najmanj 20 let oziroma, če rečemo malo dalje, najmanj 40 let. No, tukaj si boste videli, glede tega si boste lahko tudi pogledali na tej spletni povezavi še mnogo več. No, če se dotaknem same energije in okolja, sigurno mi lahko potrebno energijo pridelamo iz več nosilcev, torej električno, toplotno pa pogonska goriva, ker je največ, kar potrebujemo za delovanje nas samih, torej za delovanje takih in drugačnih sistemov. Potem učinkovita raba energije, torej to je, bi rekel, ena zadeva, ki je zelo pomembna in sicer lahko rečemo učinkovita raba energije že tukaj v državnem svetu, v tej hiši demokracije, lahko rečemo v prometu, lahko rečemo v kmetijstvu, v gospodinjstvu, v gradbeništvu, skratka vse povsod. Torej, za učinkovito rabo energije bi lahko resnično, kar enormne količine električne energije privarčevali pa še marsičesa drugega, pa ne nazadnje pojem učinkovita raba energije se začne že v vrtcu, Torej, takrat je treba mlado populacijo pa potem skozi šolanje, ne si bo v osnovni šoli, ne si bo v srednji šoli, fakulteti, lahko rečemo 6 let vrtec, 8-9 osnovna šola, 4 srednja, gledajte, tukaj mimogrede 20 let, in če vi učinkovito rabo energije vgradite v zavest mladostnika, potem ste zmagali.
če ne mi starejši, ki smo pa, da se tukaj menimo, včasih določene stvari tudi težko zastopamo, ki nam niso marsikomu tako blizu. No, glede varovanja okolja je bilo tudi že nekaj rečeno. Meni je bil kar dobro poznan Kjotski sporazum, pa tudi v bistvu zdaj, danes je bil predstavljen Pariški sporazum in na nek način sem tudi sam zadovoljen, da se je ravno to zgodilo na dan Zemlje, torej 22.4.2015. No, zdaj sigurno, če želimo ohraniti našo naravo, ma ne na tak način, kot je recimo tukaj obstoječa oblast, pa ne rečem tudi Evropska unija, ki nam recimo v našem področju zelo konkretno nastavlja Naturo 2000 z vedno večjimi omejitvami. Torej, jaz sem enkrat na takem skupu, ne vem, če tukaj ali kje drugje rekel, ja, lahko je Natura 2000 še bolj stroga. Lahko imamo mi take in drugačne zveri noter, ne vem kaj še vse, pa si hodi Evropa gledati, kaj imamo, torej naravo nekje v najboljši kondiciji, na našem področju. Lahko tudi Ljubljana nekaj ve, pa tudi še kakšni drugi, predvsem tisti, ki imajo denar, ampak smo lahko tudi rezervat za Indijance, kot so Indijanci, ampak koliko boste dali. To naravo, ki je čudovita in da je v taki kondiciji, tu so naši predniki ohranjeni, pa tudi še marsikdo izmed nas, ki živimo na tistem področju. No, tukaj, zakaj učinkovita raba, zakaj v bistvu obnovljivi viri, danes smo že marsikaj od tega slišali, nujno je potrebno, da zmanjšamo vse vrste porabe energije, da živimo učinkovito, da potrebno ne si bo tako in drugačno energijo proizvedemo iz obnovljivih virov. Zdaj, sigurno, če bomo to naredili, potem nam bo tudi narava hvaležna. Jaz mislim, da je prišla do enega takega stanja, ko po naravni poti ni več možne samo obnovitve. Torej, z nekim razumom, s tehnologijami, ki jih tudi imamo, moramo pomagati, da čim prej okreva in da pridemo na tiste famozne stopinje, manj kot 2 stopinji, manj kot 1,7, manj kot 1,5, ker drugače tudi tisti, ki imajo dosti kapitala, ki imajo praktično raj na zemlji, tudi oni ne bodo mogli svojih dobrin tega nesti s sabo, ko bodo enkrat šli, kamor bomo šli vsi, No, to sem vam že omenil. Zdaj tukaj, jaz verjamem, da ni nobenega, ki ne bi vedel o tem, kaj so obnovljivi viri, kaj je možno iz njih pridobiti. Jaz bom potem v nadaljevanju v kratkem predstavil, kaj je dejansko v sklopu naše regije, vezano na te vire, možno. Možno bi bilo še marsikaj več, če bi država bila naklonjena, pa ne bo neko država, ampak tisti, ki jim je bila zaupana država, da jo vodijo. Torej pomeni, da bi s takimi in drugačnimi, tehničnimi in drugimi rešitvami z manj birokracije pripomogli k temu, da bi resnično izkoriščali tisto, kar dobesedno imamo pred nosom. Bi imeli krajše transportne poti, lahko, kot je že uvodoma govoril profesor Novak, bi lahko bila mednarodna izmenjava ena, ko pa to sigurno bo lahko profesor Kralj oziroma doktor Kralj pojasnil, da mi samo za naftne derivate damo, preko milijarde na letni ravni. Torej, koliko je to, denarja, ki bi lahko na nek način drugače zadeve rešili. No, tukaj nekaj zadev vezano na biomaso. Glejte, sama naša, da rečem, statistična regija je precej pokrita z lesno biomaso. Delež je podoben, kot je v Sloveniji, ki velja za Slovenijo, okrog 57-60%. In kaj je še zadeva, je v zaraščanju. Sigurno pa kasneje bo tudi moj kolega predstavil
2014 februarja meseca se je napravila enormna škoda vezano na žledolom, pa jaz sem takrat tudi gospodu kralju poslal nekaj slik, pa se spomnim živo, ne, rekel, lahko ste srečni, narava vas je pobožala. Pa pravi, a si zamislite vi, kaj bi pa lahko bilo, ne, takrat, ko se je to zgodilo, če bi bilo -20, pa bi nafta, v bistvu se je začel izločati parafin, pa še ne vem kaj, gledajte, ne bi več o tem, ne, mislim, da je vsakmu tudi jasno. Drugače, tukaj v sklopu vodne energije imamo nekaj manjših rek, no največ, ker je v bistvu v sosednji Goriški pokrajini, to je reka Soča, drugače pa reka Vipava, dočim, ker se tiče pri nas, je reka Pivka, Nanonščica, pa nekaj manjših vodotokov. Zdaj, gledajte, v energetske namene za izkoriščati, bi rekel, te vodotoke in to trenutni premalo, ne. Reka ima sicer enormne količine vode, posebej še letos, vendar ona je tako, kako bi rekel, počasna reka, nima padcu, ne. In zdaj tukaj v sklopu tega vse obstajajo neke rešitve, ampak te rešitve ti ne prinesejo, kaj sem, da bi rekel, se bo zadeva izplačala, če naredimo v 10, 12, 15 letih, da ne govorim pa še, kaj se dogaja potem v vezi koncesij s strani države. No, kar se tiče sončne energije, lahko rečem, na našem področju tega imamo kar precej. Če se zapeljete, bi rekel, po naši pokrajini, boste videli, da marsikje je kar precej sončnih kolektorjev, ki služijo za pripravo tople sanitarne vode. So tudi sistemi, kjer s sončno energijo lahko hladite. Drugače pa moram reči, recimo, ene 3-4 leta je praktično bil zelo velik boom oziroma gradnja fotovoltaičnih elektrarn. Zdaj zaradi takih in drugačnih zadev, ki so se dogajali na ravni države, lahko rečem, je ta zadeva praktično ukinjena. Mislim, to je velika škoda. No, potem imamo še eno, bi rekel, pomembno, bom rekel, vetrno energijo. Mi v sklopu vetrne energije je zadeva tako, da imamo kar nekaj odličnih lokacij. Ena izmed teh je tukaj na Volovji Rebri. Sami veste, koliko časa so zgodbe tekle in realizacija je trenutno nič. Jaz verjamem, da enkrat to bo. Kasneje vam bom pokazal v bistvu en kratek filmček, ki je nastal na eni izmed strokovnih ekskurzij. V glavnem, kar imamo na našem področju, je v Razdrtem, to je Aleš, ne bom se spomnil, ali pa se bom potem, ki ima, mislim, da ima Pušnik, ja, hvala, ima okrog 1 megavat in potem imamo še v Senožečah eno, tam pa mislim, da okrog 2 megavata. No, danes, mislim, tehnologije omogočajo, da gremo krepko preko 2 megavata, morda celo 5 in tako naprej. No, tukaj je ta slika nastala ob eni takem srečanju, ko smo bili v Španiji, v kraju Pamplona. Zdaj sigurno ena izmed zadev, ki so jo tam naši gostitelji izpostavili, je bila ta, ne, da ko začnejo uvrščati bilo kateri objekt v prostor, takrat je nujno potrebno, da sodelujejo vsi tisti, ki morajo biti v temu prisotni. Pa gremo najprej morda lokalno prebivalstvo, dvehtarji, zdravniki, konstrukterji, gradbeniki in tako naprej, varnostniki. In oni, ne glede, kakor je pri nas javni razpis, pa najcenejši, pa bomo delali, ne, ampak tam je važno to, da se zmenijo in da naredijo itak prostor tako sam po sebi pride degradiran, ampak da najdejo čim bolj sprejemljivo rešitev, torej rešitev, ki je sprejemljiva za ljudi in tudi za naravo. Predvsem tega, kar sem zdaj omenil, pri nas zagotovo manjka. No, kar se tiče geotermalne energije, je bilo že nekaj rečenega.
Kar se tiče, mi imamo eno vrtino oziroma ogrevanje je v Prestranku, osnovna šola Prestranek. Zdaj, kar se tiče gorivnih celih, pa konkretnih projektov tam ni. Čeprav sem jaz enkrat imel tudi to idejo, da bi glede na stvari, ki jih poznam, lahko iz konkretno reke ne, pa tam ene lesne elektrarne, da bi lahko tudi proizvajal vodik. No, tukaj bom preletel tukaj kar nekaj vsebin, ki so se navezovale v sklopu, da rečem, vzgojno-izobraževalnega sistema. Nekaj zadev je starejšega datuma, jaz bom to bolj preletel, tako da si videste. Mislim pa, da je pomembno sicer to, moj kolega, ki je pokojni, v bistvu je rekel takole: v vsaki skupini, v razredu, bilo kje, karkoli se dogaja, torej, če zastrupimo enega, smo opravili svoje poslanstvo. Pa jaz bom rekel takole, da za ideje, za stvari, ki so se v zadnjem obdobju, pa preko 10 let, danes je 10. obletnica v bistvu za Slovenijo, ne, drugače so tudi mednarodne konference, tisto pa bo letos, mislim, upam, 15. Ne. No, tu bom preletel, recimo tukaj je bil primer enega energetskega dne. Tukaj utrinki iz vrha Snežnika, ko smo postavili, v bistvu lahko rečem, raziskovalne namene skupaj z dijaki eno vetrnico s potrebnim papirjem, dokumentacijo. Bilo je celo tako, da takrat je bila prisotna tudi Martina Hver, da je neposredno videla, sam jaz nisem uspel najti slik. No, tukaj smo imeli recimo vezano na planino eno zadevo, kar se tiče izkoriščanja vodne energije za potrebe proizvodne električne energije. Potem je tukaj en kolega oziroma nekdani dijak je delal zaključno projektno nalogo, v bistvu imamo 2 jezeri, Mola pa Klivnik, kjer dejansko gre voda ob padcu cirka 3, morda tudi več metrov, na cel 100, primera 100, to tudi kar nekaj bi dalo. No, tukaj v bistvu, kar se tiče fotovoltaike pa sprejemnikov sončne energije za pripravo teple sanitarne vode. No, tukaj, kot sem omenil, že podstavitev te vetrnice na Snežniku. Potem ob eni taki priliki je bilo tudi dano Martini, ne? Martina se spomne še kaj tega. No, tukaj redno so bila naša srečanja tudi v državnem svetu. Sigurno lahko rečem, da v državni svet oziroma to hišo sem pripeljal, ima sigurno za 2 razreda dijakov, ne. Nekateri so svojo pot peljali ravno na področju energetike, tako da moram reči, sigurno je zelo en velik potencial v njih samih, imajo dovolj potrebnega znanja, samo potrebujejo seveda pa tudi podporo na starejših, da jih razumemo in potem bo zadeva sama splavala. No, tukaj je bila recimo ena taka predstavitev učbenika za energetiko, torej tudi tukaj s kolegi smo v bistvu napravili tematiko, ne, katera je v tem učbeniku in moram reči, poleg čiste termodinamike pokriva tudi področje obnovljive energije ter učinkovite rabe energije. No, tukaj je recimo nekaj taga iz zagovorov, projektnih del. No, tukaj je bil še en tak energetski dan. No, tukaj smo imeli eno tako strokovno ekskurzijo, v bistvu s eno skupino dijakov smo se dogovorili in smo pač eno soboto v bistvu jo mahali in smo stvari si pogledali in so bili zelo zadovoljni. No, vezano na te stvari so tudi dijaki marsikje dobili taka in drugačna priznanja, kar jim je bilo to še dodatna spodbuda za njihovo nadaljne delo oziroma da so se angažirali. No, tukaj tudi nekaj utrinkov smo tudi imeli 2009.
No, ponovno zagovor projektnih nalog. Tukaj so dva dijaka v bistvu skonstruirala vetrnico, ne. Zadeva funkcionirala. No, tukaj 2008 oziroma 2009 smo gostili, rekel, nek projekt Mlada ideja za EU, torej tudi se strani dijakov moram reči, da je bilo takih in drugačnih rešitev, da vam pamet stane, torej bi lahko rekel, da, kot je bilo že danes rečeno, da bi morali tudi predstavniki oblasti v bistvu poslušati tudi take ideje, pa marsikatera z dopolnitvijo bi bila primerna za nadaljnje delo. No, tukaj konkretno smo tudi izvajali meritve s termokamero. Tukaj ena zelo pomembna stvar, ki se večkrat ponavlja, učinkovita raba energije v mojem bodočem poklicu, pa ne bo to za strojnike, ne bo za avtoserviserje, ne bo za obdelovalce komun, torej za vse programe. In tukaj moram tudi reči, pride do takih idej, do takih rešitev, ki, glejte, bi svedle, zato da bi kdo pomagal tu prijeti in bi zadeva se potem lahko dokaj hitro realiziralo. No, tukaj tudi z enega takega srečanja. No, moram reči, pred leti tudi je en dijak, ki bil tudi že tukaj v državnem svetu, izdelal primer njihove hiške, maketo, torej predlagal je take in drugačne rešitve za njihov stanovanjski objekt, sicer je bila novogradnja, ampak starši so ga poslušali, so vzeli še nekaj kredita in zadeva je uspela. No, on vezan na to predstavitev, vse, kar je bilo, je dosegel 3. mesto, kjer smo bili tudi na podelitvi nagrade. No, tukaj neki iz Nove Gorice, tudi on je, tudi ta hiška, sicer je malo bolj slabo videti, ampak, gledajte, da se, če se hoče, se da. No, tukaj smo bili na enem takem seminarju, v bistvu primer učinkovite rabe energije v javnem sektorju na inštitutu, izobraževalnem centru za jedrske tehnologije v Podgorici. Bili smo na odprtju energetskega poligona v Velenju, torej tam je poligon vetrni oziroma obnovljive energije, imate praktično vse, tam dijaki pa tudi študenti se tam izobražujejo kar precej. No, moram reči, smo zrihtali tudi ekskurzijo Sonnenkraft, kjer so si dijaki oziroma udeleženci ogledali v bistvu proizvodnjo sončnih kolektorjev pa sprejemnikom sončne energije s takimi drugačnimi rešitvami. No, tukaj je bilo nekaj utrinkov iz srečanja srednjih šol Slovenije. Potem bili smo udeleženci na enem seminarju ogljični odtis v kmetijstvu. Tukaj je gospod Poje, pa tako je prav, daj mnogo dol se gasa, pa bo na mesto krompirja gor še klobasa, ne? Je tako. Dobro, gremo naprej. Bili smo tudi na prvi konferenci trajnostne gradnje Brdo pri Kranju. Tam smo tudi take in drugačne rešitve glede podnebnih sprememb energetske učinkovitosti spoznali. No, tukaj smo imeli eno študijsko skupino na podjetju inštalacije Stojan Kovačič v Kasezah. Moram reči, takrat smo si kar precej takih in drugačnih zadev ogledali. No, tukaj je tudi neki utrinki, ko smo bili tukaj v državnem svetu 2013, pa še enkrat, to je bila pa mednarodna, ne, potem kasneje. No, zrihtali smo, oziroma potem so nas povabili v Litostroj Power, kjer je bila prikazana enošobna Peltonova turbina. V bistvu te luči različnih moči so bile tam pritrjene oziroma vklopljene, tako da so lahko nadzirali samo nazivno moč proizvodnje, torej odlično učilo, praktično za študente.
No, tukaj tudi smo imeli zadeve, ki so povezane z trajnostnimi izzivi na področju energetike, pa nekaj utrinkov z dneva odprtih vrat, pa še tole, ne, bi rad povedal, zadnja 3 leta jaz sem vodil tudi krožek učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije in varovanja okolja. No, tam smo bili tudi izvani oziroma sodelovali na natečaju, kjer smo v bistvu uspeli napraviti, kar se tiče samega projekta Energetski mobilni čebeljak. No, v sklopu srečanj, ki jih imamo v Župeči vasi, torej umetnostno varjenje, kovaštvu, livarstvu, smo pa izdelali maketo, ne. In zdaj mislim, da tukaj je cela vrsta takih in drugačnih zadev, ki lahko rečem, ko so prenešeni na mladi rod, je samo vprašanje časa, ko se primejo in potem na nek način ni skrbeti, kaj bo, ne. Oni že dobro vedo, kaj morajo narediti, zato da ne bo tako črno, kakor je bilo danes že nekajkrat predstavljeno. No, tukaj je ena zanimiva stvar, lakota po energiji, pa bi dodal še pohleb po denarju, ne vem čemu še, ne, je v bistvu prispevalo k temu, da smo prišli do roba. In danes je bilo tudi že rečeno, da moramo čim prej nekaj napraviti, sicer ne za nas, smo še kako leto tukaj, ne, ampak za naše, bi rekel, otroke, da je treba vzpostaviti pogoje, da se bo negativni trend, kar se tiče planeta, začel, bi rekel, izboljševati. Če hočemo torej v prihodnje uspešno, razvojno, ne vem, kaj še vse preživeti, Martina je danes nekajkrat omenila proizvodnjo neoporečne ekološko predelane hrane. Glejte, to je pol zdravja, ali pa morda celo več. Zdaj pa energijo, ki jo rabimo, ne, kaj res jo toliko rabimo, kaj je potrebno, da imamo v omari, ne vem, 50 srajc, pa 3 obleke, pa ne vem, toliko čeljo pa vse. Pa imamo tu, ne. Poglejte, v naravi, pa na nek način bi morali isti zakoni veljati tudi za nas. Recimo v živali, ne. Ko pride potreba po hrani, takrat ulovi, morda včasih je on ali ona malo izčrpan, ampak potem za nekaj dni je. Ko tisto zmanjka, potem se zgodba ponovi. Mi pa vse nekaj na zalogo imamo. Torej, ne vem, na nek način moramo tudi v svojih glavah malo obrniti situacijo. Vprašanje tisti, ki ima, ne vem, kupe denarja in ne vem česa vse, če je srečen, če je zadovoljen so sem tam. Ne vem. Zdaj bi še v sklopu sklepnih ugotovitev rekel naslednje. Če ne zdaj, da ne rečem takoj, ne. In če ne mi, kdo? Torej, na nek način tudi aktualna oblast bi morala tem zadevam prisluhniti in narediti vse potrebno, da se te zadeve obrnejo na pravo pot. In zdaj še en zanimiv indijski rek. Zemlje si nismo podedovali od naših staršev, temveč smo jih samo sposodili od naših otrok. Pove ta zadeva praktično vse. Moram reči, zahodne industrijske države so kar nekaj časa potrebovali, da so prišle do tega spoznanja. In danes je bilo tudi rečeno, kaj je rekel Obama. Istočasno pa, glejte, ravno ne računam Amerike, pa še kakšnih takih, ne. Gorijo naftni vrelci, ne vem, koliko orožja se izdela, ne vem, koliko je tistih eksplozij, še česa vsega, pa mi se gremo tukaj neko ogljični odtis in mi bomo rešili, ne. Mi smo Slovenija, če rečem vse, kar nas je, pljunec Murje. Torej, če rečem Amerika, Kitajska, pa ne vem, pa gremo lahko zelo naprej. In če se bo tam poštimalo 5%, pa ne 5, 1% ali pa manj, bo 200 več, kot lahko mi naredimo. Sigurno pa tudi mi smo dolžni, da stvari peljemo, kot pravim, učinkovito, varčno, da imamo skrb za naravo in računajmo na
boljšo prihodnost. Če ne bomo tu naredili, vprašanje, kaj bo, ne? Jutri lahko prepozno. Hvala lepa za vašo pozornost in poslušanje.